Božič, Emanuel, Bog z nami. Verjetno je tako, da nocojšnje slavje, rojstvo Jezusa Kristusa, vsakdo izmed nas ne doživlja enako. Vsakega ne nagovori enako. Skrivnostni čar Božiča nas vsako leto znova prebudi v globinah duše. Dotakne se nas celo src tistih, ki so že pozabili na svoj krst, na vero svojih staršev in se za Kristusa niso nikdar prav odločili. O čem pa Božič govori meni? O radosti, o veselju, ki ga voščimo, morda iz navade, iz neke hipoma prebujene dobrohotnosti. Da, Božič govori o radosti. Pomislimo na sladke melodije, na lučke in lesk okrašenih ulic in na praznično razpoloženje v teh dneh. Lahko bi rekli, povzdigni oči naokrog in poglej. Izaija pravi, povzdigni oči in poglej svetlobo nad Jeruzalemom, krajem razodetja. Matejeva pripoved o prihodu modrih je skromna. Pravi, da je zvezda modre sicer pripeljala do Jeruzalema, vendar so jih razlagalci razodetih pisem usmerili v oddaljeno vasico Betlehem. O zunanjem blišču, ki bi ga ljudje normalno pričakovali, ni bilo nikakršnega sledu. Spoznali pa so neizmerno bogastvo Boga med nami. Bog se je podaril nam, zemljanom. Božič duše se uresniči takrat, ko se Bog porodi v nas in mi v njem. Božič je bil in je še danes pomenljiv in radosten preizkušenemu in po odrešenju hrepenečemu človeku. Jezusovo bližino in njegovega sočutja ne moremo hraniti le zase. Bog nam je izkazal sočutje, da bi ga tudi med seboj delili. Zato je Božič vsem nam predvsem izziv in hkrati klic, da se odločimo za drugačen pristop do človeka, do sebe in do bližnjega. In čisto na mestu je vprašanje, koliko ljudi je sposobno v Božiču dati prostor poglobljeni tišini, koliko ljudi resno poskuša v iskrenem naporu duha prepoznavati presenetljivo, nepreračunljivo delovanje Boga ljubezni sredi naše človeške zgodovine. Ljubezen je tista sled, po kateri se bližamo izviru. Dete v jasli položeno, pomagaj nam, da pridemo do pravega izvira.
Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Božično praznovanje budi v nas spomine otroštva. Kako veselo smo v krogu svojih družin prižigali lučke in prepevali v preprostosti otroških src. Niti sence dvoma ni bilo v nas, da veselje je, da luč je, da sreča je. Bili smo otroci in nismo še vedeli, kot sedaj morda dobro vemo, kako se življenje lahko skvari, uniči, zamori, zavozi. Kaj smo vedeli o deželah v smrtni senci, o pomorih nedolžnih bitij, o beguncih, o umazanih kupčijah, kaj o cinizmu, sovraštvu in nečlovečnosti. Svet odraslih nam je od takrat do danes zasenčil brezskrbno, naivno otroško srce. Božič pa nas spet kliče, da se v nas prebudi človek in otrok v novi, zrelejši veri in v treznejšem veselju. Božično oznanilo svojo čudovito toplino kot sonce, ki predira gmote temnih oblakov, trga tudi tisto motno senco zagrenjenosti in malodušja, ki grozi, da nas uklene v neizprosno, neodrešeni svet. K nam prihaja luč kot novo življenje, kot dar, kot otrok, kot obljuba, kot novost, kot prihodnost. Kajti dete nam je rojeno in sin nam je dan. Božič je dar novorojenčka, nezasluženi, popolni dar Gospodove gorečnosti, Gospodove skrbi in ljubezni do človeka. Takšna je podoba in resničnost Božjega vstopa v našo zgodovino. Med nas prihaja nenasilno, nezavarovano, nebogljeno, nežno, kot otrok. Novorojeni podari nam milost, da se bomo vedno zavedali, da smo tebi neskončno dragoceni in nas neizmerno ljubiš. Zato si se sklonil nad zemljo. Nisi se spraševal, ali smo vredni. Sklenil si, da boš živel med nami, nam dal zgled, kako ljubiti in odpuščati. In niti zameril nam nisi, da ti nismo pripravili udobnejšega bivališča. Dete v jasli položeno, usmili se nas.
Svetopismo nam pove, da so modreci potovali zelo daleč, da bi prinesli darove novorojenemu detetu, odrešeniku sveta. Zaradi tega je postala tradicija za prijatelje in družine, da se obdarujejo kot del vsesplošnega praznovanja. Dajanje in prijemanje darov je eden od jezikov ljubezni, čudovit način, kako lahko pokažemo ljudem, da so nam pomembni in da želimo z njimi čustveni stik. Misliti na osebo in si vzeti čas, da izberemo nekaj, kar menimo, da jo bo razveselilo, je naraven del vsakdanjega odnosa. Morda pa je prišel čas, da vrnemo Božiču pravo veljavo in se obrnemo od nakupovanja stvari k upoštevanju nekaterih načel, ki nam jih je dal Jezus. Njegovo glavno sporočilo je bilo ljubezen in odpuščanje. Jezus nas je opozoril, da ima vsakdo lahko rad svoje prijatelje, pravi preizkus pa je biti sposoben ljubiti tiste in odpuščati tistim, ki te nimajo radi. Praznovanje Božiča tik pred novim letom je čudovita stvar. Kaj je lepšega, kot začeti novo koledarsko leto s tem, da sledimo Jezusovemu učenju in odpustimo tistim, ki so nam storili krivico, ter si prizadevamo pobotati z vsakim, s katerim smo imeli napete odnose v iztekajočem se letu. Potrudimo se, da bi prihodnje leto trošili manj, ljubili več, odpustili vsem in služili soljudem. Dete v jasli položeno, zbližaj nas.